In jaz, ko vidim človeka, ki ima ob sebi psa in se sprehaja sam, si mislim, a pa ti nimaš nobenega prijatelja. Ljudje kažejo, kako pes spi z njimi v isti zakonski posteli. Ja, kaj pa je tukaj tazga? Ne bod nagravžna. No, gledajte, mi... Jo, barabe, evo, spet nov video, delamo na polno, delamo. Danes bomo govorili o hišnih ljubljenčkih oziroma psih. Po internetu je zaokrožil ta posnetek. Ko vidim človeka, ki ima ob sebi psa in se sprehaja sam, si mislim, a pa ti nimaš nobenega prijatelja. Bi rekli pohorci Bugarajč. Tako da, pa dajmo preden začnemo mi na glavno stvar, dajmo malo govoriti o psih, na kratko. Jaz sem tudi psa. Lisi! Samo malo. Evo ja, to je moj mali zakladek. Ljubčka. Bod nagravžna. No, gledajte, mi... Kje je Muca? Pozdravi kamero. Čau, čau. Kje je Muca? Leo. Muca je! Ja. Pejsi stran. Ajde, čau. In tako, ta gospa, kar govori, pa ja, bom rekel, da so me prizadele te stvari, kar govori, zato ker imaš psa, imaš neko odgovornost, ne predstavljam si življenja brez Lise, vsakeč, ko pomislim, da enkrat več ne bo, in mislim, da je to edina negativna stvar glede hišnih ljubljenčkov, da jih enkrat več ne bo. Me prav zagrabi taka panika. Ne vem, jaz se ne predstavljam, da prijem domov in ne prvo, kar je, da pes steče k vratom, oziroma Lisa že ve, ko sem jaz kilometer od doma, da prihajam in laja, ne predstavljam si, da niti ključa ne dam v vrata in že laja in steče k meni, me celega poliže. Res si ne predstavljam življenja brez svojega psa. Ful mi je dala nekih novih stvari, odgovornost, se pravi, vsakeč, ko opaziš nek znak, da nekaj ni v redu z njo, si takoj v strahu, kaj narobe, greš v veterinarju. Skrb, ob 3 zjutraj te zbudi, ker jo kakat in ti moraš vstati, niti ne veš, kje si, ko zombi in jo pelješ kakat. Priješ domov iz žurke, na pol pijan, ampak veš, da moraš se psa ven peljati. Je odgovornost in rad delam to za njo. Ni mi težko iti ob 3 zjutraj, kot sem rekel, prej opeljal srat, plus psička je, nisem je steriliziral. Ima menstruacijo in ko ima menstruacijo, mora nositi tiste posebne gate in to moraš menjavati 3krat na dan, peri to. Ampak nič od tega mi ni težko, ker psa imam res rad. Jaz sem totalno... psi človek. Jaz, ko vidim psa, kjerkoli v trgovini, na ulici, meni se rodi, en tak mali gej, jaz tega psa moram primiti, moram ga požuliti, moram ga poljubčkati. Verjamem, da vsak ima psa, ima pes tak vpliv v njegovem življenju. Gremo zdaj na bistvo. Da vidimo zdaj, gospo, kaj je povedala. Vrstu, na primer, razmišljajo, da bi za lastnike psov uvedli novo obveznost oziroma nalogo. Ne le, da bodo morali za svojimi 4-nožnimi prijatelji počistiti, ko na javnih površinah opravijo veliko potrebo, sprati bodo morali tudi njihovo lulanje. Ok, to da spiraš svoje, mislim, od psa lulanje, kako, kaj bom nosil s sabo eno šprico in vsakeč, ko bo lulal, to je pač malo, to mi je malo nonsens. Mislim, da smo pa ljudje dosti bolj usrani, ker gledam, kje vse ljudje ščijejo. Bože dragi, to pride en dež in to se vse spere. Je pa res in se strinjam in sem zagovornik tega, da če se tvoj pes pokaka v nekem javnem parku, v mestu, v naselju, je lepo, da za sabo počistiš. Čeprav ta bogi kakec bo slego preizgnil, ampak okej, nekateri pač to ne marajo, ko gre na sprehod, ne vidi drek, se mu to nagravža. Ja, nam, ki imamo pse, verjetno se ne, ker pač razumemo, ampak če se ti pes v serijo v parku poberi ovo govno, baci v kanto, gremo dalje. Na kmetih sem doživela v svojih 67 letih ta razvoj odnosa do psa, od tistega, ko je bil pes dejansko res privezan na verigi, do danes, ko ti lastniki psov vodijo svoje kužke na sprehod in potem mi, ki ga nimamo. Ok, ona je zdaj rekla, da bi, koliko jaz ne razumem, pes bi mogel biti naketni. Pes je zaketno fertik, ne? Ampak ona je doživela, itak ima 300 let, po moje bo doživela še, da bojo psi leteli. Ampak ona bi rada, oziroma nje ni prav, da so zdaj psi hodijo na sprehod z lastniki. Se pravi, pes mora biti naketni. Naketni, čuvaj kuču, tamo imaš vodu, hranu, ti si naketni, to je to. In to je to. Bog ne daj iti na sprehod. Ne.
Ok, razumem, strah te je psa, ker ne veš, kaj bo naredil, ampak v 90% je nekako ljudje, ki vejo, da njihov pes ne bo nič naredil, ga imajo razposajenega, se pravi, da ni na povodcu. Ne, ampak tako, ko je ona povedala, gremo naprej, prihaja huje. In se radi po naravi sprehajamo, smo pač žrtve vseh Boga si, zelo si Boga, res si žrtev. Pes gre mimo tebe, ima koronavirus. kakcev, ki smo jih deležni. In če mene vprašate, je psov v Sloveniji veliko preveč. Jaz pa mislim, da je preveč takih ljudi, kot ste vi, gospa, nestrpnih in to je neka fake Angelca Likovič. In jaz, ko vidim človeka, ki ima ob sebi psa in se sprehaja sam, si mislim, a pa ti nimaš nobenega prijatelja. Ne. Ok. Minuta molka, zato ker je rekla. Vsi ljudje, ki imate psa, nimate frendov. Ljudje, ki imate psa, imate koronavirus. Vi mogli biti v karanteni, ki imate psa. Vi se ne smete sprehajati, ker nimate prijateljev, ker ste kužni. Pa koliko ljubezenskih zvez se zaradi tega, ker dva šetata psa, ona šeta, on šeta, opa, hopa, cupa, evo, poročena. Da ne govorim, koliko prijateljskih vez se zaradi psa naredi, so ker se srečajo vedno v parku, sklenejo prijateljstvo, to je to. Tako sem jaz ne razumel. Se pravi, vsi ljudje, ki gremo v restauracijo, kaj vi ne znate kuhati? Kaj hodite v restauracije? Ljudje, ki gremo v kino, kaj vi nimate televizije doma, da hodite v kino? O, majko mila, kaj je rekla? Danes, če spremljate recimo Facebook, različne profile, tam ljudje kažejo, kako pes spi z njimi v isti zakonski posteli. Ja, Kaj pa je tukaj tazga? Nebotna gravžna. No, gledajte, mi... Nebotna gravžna, pravi Jadranka. Pa, mislim, kaj je to z gospo? Nebotna gravžna. No, gledajte, mi... Pa moj pes, brez zamere, gospa Milena, moj pes raje vtakne mojemu psu jezik v njen gobec, pa je še, ne vem, stari, obloge s čistim, kot da dam vam roko, evo, iskreno. Ne da se mi zdaj bi primil kamero in posnel mojo spalnico, kako moja spalnica zgleda, ko spi pes, mačka ni, da ni čista ko suza. Naše babice, detki, stari, to so cel life živeli, s 5 leti je šel v štalo, kido gnoj, živel živaljo, tam se valil z njo po senu, gor dol. In kaj? Imajo garje, ne vem, imajo kugo, imajo pizza, ne vem, SARS. Zdravi vsi, normalni, še dan živijo živalmi. Ne me jebat, stari. Nagravžna, pravi. Ma vi ste nagravžna. Se moraš sprehajati psom, pa še nekaj si želim, da bi uvedli na živali davek. Ok, imaš psa, plačaj davek. To je kot da kupiš avto, ja, vsak mesec ti bom dal 300 €, ker imam psa. Davek na psa in na vse davek. Davek na, ko se ti tič dvigne, moraš plačati. Ker to, kar se dogaja, da ima lahko psa čisto Jadranka Jura že piha. Jadranka Jura mi ni simpatična, ampak tu sem totalno na njeni strani, zato ker stara gospa res govori neumnosti. Absolutno se strinjam s tem, da bi mogli ljudje, preden imajo žival, narediti izpite, jeti na neko šolanje. Definitivno. Sploh, kaj je to notri in če je to notri zdravo. Ne zdi se mi, da je psov v Sloveniji preveč. Skrbniki več ali manj čistimo za njimi. Ne nazadnje, ko greš po naravi, vidiš, jaz recimo kakci se razgradijo v 10 dneh, medtem ko grem v gozd po gobe, moram pobirati flaše. O tem govorim. En kakec, sploh od take male lise, tak drekec, to se razgradi, kot je rekla, v parih dneh. To zgine. V drugem primeru pa plastika, ki leži vse povsod, to pa sploh ni sporno. Sem doživel že, da se mi je pes posral, niti nisem imel priložnosti pobrati, so že grdo gledali, ne. Medtem, ko je 100 metrov od njega pločevinka neke pijače, ki bo še 2000 let tam gnila, ne. Ampak ja, ljudje se upičijo eno stvar in... Plastenke, vrečke, posod moram pobirati take stvari. In nenazadnje, jaz sama kot skrbnica psa pobiram in za svojim psom in pobiram in za nemarnimi ljudmi, ki dnevno odmetavajo recimo stvari, ki se pa ne bojo razgradile 500 let. Bravo.
Moj sin psa in ima moja hči mačko, pa vendar pa v mojem stanovanju, kjer je 5 vnukov in so bili tudi moji 4 otroci, se mi je zdelo zmeraj, da pes tja ne sodi. To je nekaj drugega. Ne govorim o rezerviranosti, govorim o slabem odnosu do živali. Zelo dober odnos imam, samo jaz mislim, da če imaš ti otroke, da zraven ne moreš v istem stanovanju imeti psa. Ne moreš, ne vem. Jaz zelo ne vem, kdo, ta zadnja beseda, to je oddaja, ona je vsakič v tej oddaji, sem se malo pozanimal, kdo sploh takim ljudem da šanso, da so na televiziji in govorijo take neumnosti. Ok, da ti daš neko konstruktivno kritiko s težo, z nekim pomenom, cool, ok, ona je mnenja, da otrok ne more odraščati s psom. Če otrok raste z neko živaljo, koza, krava, pes, in da te živali mora biti odgovoren, se pravi, da imajo kot ljubljenčka, ne kot za zakon. Otrok se nauči biti odgovoren, moraš dati za pit, moraš dati za jesti, moraš ga počesati. Carta se z njim, se pravi, pes mu da ljubezen, otrok to vidi, gre z njim na sprehod. Bom rekel, da te mogoče nauči imeti rad, nauči te biti odgovoren, skrben. Ne vem, kje je problem, da odrašča otrok z živaljo. Tu so ogromno več plusov kot minusov. Danes v kakšnem stanju živimo in gledam, kakšni so vse starši, uni vrgo otroka čez balkon, uni pretepo punčko do smrti, ne vem kaj. Stari moj, pa lepše bi pes vzgojil tega otroka, ko je en tak bolan človek. Ali pa skrbnika. Tukaj je Jadranka popravila gospo, ker je rekla lastnika, jo je popravila skrbnika. Jadranka izvira iz tega stališča, da noben človek ni lastnik živali, ampak skrbnik. Se pravi, mi si živali ne lastimo, mi si lastimo računalnik, avto, mi si lastimo to majico, živali ne. Tako da dobro razmišljanje, tako da mi smo skrbniki, ne lastniki in prav je, da se tako razmišlja. Se pravi, te brezpogojne sobe bi se morali učiti od živali. Vse moje bivše, gledajte pse, to je zvestoba. Ko je ljubezni do živali opažam, manj je ljubezni do Ljubezni A goni se v kurac. Več kot je ljubezni do živali, manj je ljubezni do človeka. Pa odkje ti te misli letijo, gospa Milena? Odkje? Pa če otrok zraste psom in da se otrok nauči imeti rad, pa zakaj ne bi imel človeka rad? Človek, ki nima rad živali, ki se mu živali gravža, nima niti rad človeka, fertik, ima rad une 3 ljudi okoli sebe in to je... Ma tkaj je ta blod, je... ne da deliti. Če jo nimaš do živali, nimaš do človeka. Ne, točno to, koliko se fertik. počutja ne da deliti. Seveda pa ljudje delijo. Hitlerček. Barabe moje, hvala za ogled, upam, da vam bilo je všeč. Vsi, ki imate psa, vam želim vašemu psu čim daljšo življenjsko dobo. Imejte ga še naprej radi, skrbite za njega. Vem, da med psa ni poceni, sploh kar se tiče veterine, ampak če imaš rad, ti ni problem. Tako da, lepo se imejte in čau!